Two Brothers and the Others, Rok, zdravo. Živjo. Bilo je malo drugače, je sedaj kaj drugače? Je drugače v tem, da imamo nov komad zdaj na sporedu. In sedaj nagovarjate gospodično. Tako, komad nosi naslov Ej gospodična. Gre za nek tak blues rock komad z, bi rekel, modernimi zvoki, pa hkrati nekimi tradicionalnimi bluzovskimi vložki. Je pa taka udorna skladba. Tako, vsaj tako upamo, da je, no. Bojo poslušalci povedali, če je udarna, no, ampak ja, mi na tak način, tako gledamo na njo, ja. To je skladba o odnosu, ki ne funkcionira? Ja, v bistvu je neka tema besedila je, se pravi, ja, kot ste povedala, ne, odnos, ki ne funkcionira in v bistvu nekem odločanju o tem, kaj bo zdaj naredil, ne, bo zdaj ta odnos, a bi ustal ali mogoče nekem romantiziranju, kakšen bi lahko bil ta odnos, ampak na koncu pa v bistvu komad govori o neki odločitvi, da je bolje bo, da sam grem stran. V bistvu neka glavna misel pesmi. Torej bi lahko rekli, da je to kar neka neposredna skladba. Mislim, da je besedilo nekako precej direktno napisano, no, in odločno. Rok, na kateri železniški postaji pa ste posneli spot? To smo posneli na železniški postaji Kranj. V bistvu rekli smo, da bi radi na neki železniški postaji, ki izgleda lepo, mogoče malo starinsko, in smo napisali na Google, nisem čez ikra, smo napisali stara železniška postaja, nekaj tazga, in v glavnem in je pač prišla ta postaja Kranj med prvimi slikami, se je zdela zelo lepa. Pa smo iskali še nekako malo po Googlu druge postaje, ampak ta Kranj perfektna lokacija, ker je lepa in je velika in lahko si tam, pač pa so že drugi ljudje tam, pa jih ne motaš, in je bila super za posnet. Ja, ne nazadnje, ko obiščejo poslušalci oziroma gledalci to postajo, lahko kar zamrznejo. Tako, ja. Kar v spotu smo posneli. Kar nekaj skladb sedaj Two Brothers and the Others že imate, ali bodo dobile epilog kot album, EP? Ja, se pravi, planiramo nekako posnet, zapakirati te single do zdaj v album. Zdaj trenutno še nimamo nekega datuma, roka, dokdaj bomo vse to naredili. Imamo pa kar nekaj skladb že v napisanih in se tudi nekako načrtujemo, da bomo šli v studio in da se bomo res spravili, da bomo posneli en album iz tega. No. To je naslednji korak. Bomo pa mi sedaj skladbo zašli tudi na naše radijske frekvence. Zato, Rok, kam odpotuje gospodična? Ja, to pa je po mojem kar na poslušalstvo. Ej, gospodična, lahko pomagam, če odločiti se ne znaš. Zares butična, povpraševanje je, ponudbe pa ne daš. Najraj ne bi sprejel, da si bila vedno polovična. Najraje bi verjel, da bova še odlična. Ej, gospodična, jaz ne mislim sebe varat, žarat. Vse sem, da se me usmilaš, prisilaš. Jaz naveličat sem ti mahat, čakat, da mi poveš, kak je tvoj plan. Bolje bo, če sam grem stran. Ej, gospodična, kako prijazno mi močiš. Če si izbirčna, raj me izpljun namesto, da mi ugodiš. Najraj ne bi sprejel, da si bila vedno polovična. Najraje bi verjel, da bova še odlična. Ej, gospodična,
Jaz ne mislim sebe varat, žarat, uščesan, da se me usmilaš, če silaš. Jaz naveličan sem ti mahan, čakam, da mi poveš, kak je tvoj plan. Bolje bo, če sam grem, bolje bo, če sam grem stran. Čakaj malo. Ne mislim sebe varat, žarat, uščesan, da se me usmilaš, če silaš. Jaz naveličan sem ti mahan, čakam, da mi poveš, kak je tvoj plan. Bolje bo, če sam grem, bolje bo, če sam grem stran.